Bi imeli naložbo, ki takole raste? Naložba, ki sem jo pokazal, je 10-letno obdobje investicije v Bitcoin. Ena izmed najpomembnejših stvari v svetu investiranja je potrpežljivost. Je pa ravno ta potrpežljivost ključna za uspeh naših naložb. Zakaj je temu tako, si poglejmo na primeru Bitcoina. Seveda si danes vsi, vključno z mano, želimo, da bi leta 2011 kupili Bitcoin. Takrat, ko je bila njegova vrednost samo $1. Ampak koliko od vas bi ostalo v investiciji, ko je vrednost Bitcoina zrasla iz $1 na $29 in dosegla več kot 2900% rast? Koliko od tistih, ki ste odgovorili z da, bi ostalo v investiciji po letu 2013, ko je v manj kot mesecu dni cena strmoglavila za 70%? In če ste preživeli vsa ta nihanja, kdo ne bi prodal Bitcoina kasneje v letu 2013, ko je dosegel vrednost $1152 oziroma 115 000% donos? Prepričan sem, da je zelo malo takih, ki v tem trenutku ne bi prodali in unovčili zelo zavedljivega donosa. Tisti, ki je Bitcoin prodal na vrhuncu leta 2013, je izkoristil samo 3,8% celotne rasti do danes. Seveda je v teh 10 letih naložba nihala, ampak tisti, ki so bili potrpežljivi in v naložbi vztrajali dovolj dolgo, imajo danes nepredstavljiv donos v višini 3 milijonov %. Na dolgi rok investicije z dobrim fundamentom praviloma rastejo. Ampak imamo obdobja, ko malo prehitevajo svojo časovnico in imamo obdobje, ko njihova vrednost pada. Če na neko investicijo gledamo kratkoročno, potem le-ta izgleda takole. Če na enako investicijo pogledamo skozi daljše časovno obdobje, pa le-ta izgleda takole. Kot primer si poglejmo delniški indeks SP500 v obdobju med letoma 1926 in 2015. V tem obdobju je bilo na dnevni ravni 54% pozitivnih dni in kar 46% negativnih dni. Če pogledamo nekoliko širše, za obdobje enega leta, vidimo že kar veliko razliko, in sicer je bilo kar 74% pozitivnih let in le 26% negativnih. Medtem ko za tiste, ki so bili potrpežljivi in so svoje prihranke investirali za obdobje 20 let, se še nikdar ni zgodilo, da bi imeli negativen donos. Kljub temu vedno več vlagateljev investira za krajša časovna obdobja in posledično več kot 90% vlagateljev na finančnih trgih izgublja denar. Zakaj večina ljudi investira na kratek rok? Kljub temu, da je to recept za neuspeh. Popoln recept. To nas pripelje do drugega in zelo pomembnega pravila, in to so investicijski cikli. Problem, ki ga ima večina neizkušenih vlagateljev, je ta, da z naložbenimi cikli sovpada tudi njihov psihološki cikel investiranja. Ta psihološki element pa je tako močan, da ljudem zamegli razum in zato sprejemajo neracionalne odločitve. Vedno se investicijski cikel začne z nekim optimizmom. Sledita vznemirjenje, navdušenje. Takrat ponavadi veliko ljudi že investira, tudi že zasluži. Ko pametni investitorji že nekaj zaslužijo, pa sledi še največja masa ljudi, ki želi imeti nekaj od investicije. Zgodi se čredni nagon, ki potegne še večje količine ljudi v investicijo in takrat gremo v evforijo. Takrat na nas neustrezno deluje kopica psiholoških dejavnikov, kot so strah pred tem, da bomo zamudili nekaj velikega, pritiski znancev in vrstnikov in pozitivne novice v medijih. Vsi ti dejavniki nam zameglijo razum in takrat na žalost investira velika večina. Potem začne pa trg padati in sledi neko zanikanje, da se to res ne dogaja. Mislimo si, saj bo šlo nazaj gor, tako kot nazadnje. Ko pa trg še naprej pada, nastopijo strah, obup, panika. Takrat nas stisne v drobovju in naš razum ne deluje več tako dobro, kot bi mogel. Takrat si ponavadi rečemo, da to ne bo šlo, da bo vse skupaj propadlo. Vklop se naš obrambni instinkt z željo, da zaščitimo vsaj tisto, kar je še ostalo. Posledično prodamo še tisto, kar je od investicije ostalo, in unovčimo izgubo. V paniki sprejemamo neracionalne odločitve.
V tem trenutku prodamo investicije, ki so bile namenjene dolgoročnemu investiranju od samega začetka in realiziramo samo izgubo, namesto da bi bili potrpežljivi in v naložbi ostali dolgoročno. Samo spomnimo se leta 2013, ko je cena Bitcoina padla za več kot 83%. Takrat je več kot 90% investitorjev svoje Bitcoine prodalo in realiziralo velike izgube. Če pogledamo svetovni indeks skozi daljši rok, lahko vidimo, da krize ne trajajo in se po vsakem preplahu trg znova stabilizira in začne z novim ciklom rasti. Po dežju posije sonce. Kdaj pa je potem dobro prodati svojo investicijo? Seveda obstajajo tudi dobri razlogi za prodajo investicije. To pa vsekakor niso čustveni odzivi na negativne novice v medijih. Razloge za prodajo investicije moramo poiskati skozi finančne analize, racionalno razmišljanje in pa tudi disciplino. Ko razmišljamo o prodaji investicije, se moramo vprašati predvsem dve vprašanji. A so se spremenile osnove prvotne investicije in s tem razlogi, zakaj smo sploh v to investicijo vstopili, oziroma a smo našli drugo investicijo, za katero predvidevamo, da ima boljši potencial za dolgoročne donose kot pa trenutna investicija. Šele če je po natančni analizi odgovor na eno izmed teh dveh vprašanj pritrdilen, začnite razmišljati o prodaji trenutne investicije. In še tretja in najbolj pomembno pravilo investiranja. Skozi desetletja se je oblikovalo zlato pravilo, da je veliko bolj pomembno imeti denar investiran, kot pa da se osredotočamo na pravi trenutek za vstop ali izstop iz investicije. Dajte si predstavljati, da igrate Monopoly. In nikoli ne kupite nič, nobenega premoženja ali naložb, ki bi generirale vam nek dohodek. Dajte si predstavljati, da samo hodite okrog, samo krožite, svoj denar pa dajete bogatim in se poskušate izogniti zaporu. Tako večina ljudi živi svoje življenje. Tudi če kupimo dobro investicijo v najslabši možni točki in jo držimo dolgoročno, bo rezultat še zmeraj dosti boljši, kot če denar pustimo ležati na banki. Kot sem že omenil, vlagatelji pogosto prodajajo, ker menijo, da je padec neizbežen in da se mu lahko izognejo. Resnica pa je, da nakup tudi pri višjih cenah in doživetje padca sami po sebi še nista usodna. Običajno vsakemu tržnemu vrhu sledi višji in navsezadnje je pomemben le dolgoročni donos. Medtem, ko je zmanjšanje izpostavljenosti trgu z nepremišljeno prodajo in s tem zamudo enega dela ali celo celotne rasti naložbe, temeljni greh investiranja. To se še posebej odraža, ko nesmiselno prodajamo naložbe, ki so padle, in tako negativna nihanja spreminjamo v trajne izgube in s tem prekinemo čudež donosov obrestnega obrestovanja. Dosti bolj pomembno je, da smo investirani kot to, da poskušamo zadeti najugodnejšo točko za vstop. Oziroma še huje je, da z denarjem trgujemo in skušamo zadeti te špičke, gor dol, da skušamo ujeti vsako rast in padec trga. To so 3 pravila, ki bodo ključna za vaš investicijski uspeh. Ker so tako pomembna, vam jih bom povedal še enkrat. Prvič, potrpežljivost. Najkratkoročna nihanja na trgu ne vplivajo na vas. Fokus investiranja so pozitivni, dolgoročni donosi. Drugič, psihološki cikli. Ne pustite, da psihološki dejavniki vplivajo na vas. Ko v gostilni več ljudi govori o investiciji kot je natakarjev, ne dopustite, da to vpliva na vaše odločitve. In tretjič, najbolj pomembno je, da svoje prihranke sploh investirate in prepustite obrestnemu obrestovanju, da dela za vas.